Nekega zjutraj sem bila neprijetno presenečena razlog kaznivo dejanje zlorabe, da naj bi sebi pridobila nepremoženjsko korist. Komisarska funkcija je politična funkcija. Komisarji so ministri v evropski vladi. Če je v tej politični ali pa ob tej politični funkciji gre za pridobitev nepremoženjske koristi, se bomo morali še ob marsikateri, tudi v preteklosti, vprašati kaj podobnega. 8 mesecev je minilo od odločitve vlade Republike Slovenije o tem in dobro veste, da se je s tem postopkom ukvarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki ima popolnoma vse dokumente povezane s tem postopkom. In Komisija za preprečevanje korupcije se ni odločila za ovadbo. In prav tako se noben drug državni organ v povezavi s tem ni odločil za ovadbo. Ampak kot izhaja iz odredbe za hišno preiskavo, se je za ovadbo odločila državljanka Ana Jug, za katero je pa že iz preteklosti popolnoma jasno, da mi je politično nenaklonjena. In na podlagi te ovadbe državljanke Ane Jug se je z mano ukvarjal Nacionalni preiskovalni urad, ki bi se, vsaj ustanovljen je bil za to, moral in naj bi se ukvarjal z najtežjimi kaznivimi dejanji z področja organiziranega in gospodarskega kriminala. Povedali so mi, da se je danes s to zadevo ukvarjalo približno 50 policistov. Zagrožena kazen za to dejanje je pa zapor do 1 leta. In še enkrat želim posebej poudariti, da je vsa dokumentacija povezana s postopkom izbire komisarja na KPK-ju že nekaj časa in to pomeni, da je bila ta hišna preiskava popolnoma nepotrebna. Želim pa, ker se spet navajajo nekatere neresnice, še enkrat zelo na kratko povzeti postopek imenovanja slovenskega komisarja oziroma slovenske komisarke. Danes ste spet skoraj vsi pisali o samo kandidaturi. Še enkrat želim povedati, da se nisem predlagala sama, da je to naredila stranka. Posebej pa želim poudariti, da KPK v svojih ugotovitvah pravi, da tudi če bi se sama predlagala, to ne bi bilo sporno. Pa se nisem. Še enkrat želim poudariti, se nisem. Po mnenju KPK-ja, pa tudi če bi se, ne bi bilo sporno. 3 koalicijske stranke so predlagale vsaka svojega kandidata, tako je nastal seznam, v katerem na vladi nismo glasovali, ker je to praksa delovanja vlade. Skratka, tudi glasovala sama o sebi nisem. Izbor, koga bo predlagal, je pa na koncu izvedel oziroma ga izbral gospod Juncker.